Pritegnil me je s svojimi knjigami, ko sem prebiral, sem naletel torej na avtorja, ki je pisal tako nenavadno slovenščino, ki je skoraj ni bilo. Njegovi stavki niso bili enostavni, ampak so bili zaviti, duhoviti. Pol v pogovorih z njim je postalo se jasno, zakaj. On do 15 leta v času fašizma ni govoril slovensko, in se je on kasneje naučil. Ni imel tega spontanega odnosa, ni živel v jeziku. Ampak tisto, kar je bilo pri njem, je bila neka neverjetna igrivost in veselje do življenja. Oziroma tudi delo je bilo za njega tudi užitek. Ko sva se menila za intervjuje ali pa kako pot, je bilo eno zelo pomembno vprašanje, kdaj pridem za to, da lahko skočiva pol še v Štarijo. Skratka, tega ne bomo spustili. In recimo, en teh večjih podvigov je bil, ko sem kot za mladino hotel predstaviti, do kje seže slovenski duh. Slovenija je neka barijera, meni nerazumljiva, da se vse veže na mejo, ki je konc meje, konc države. In zato me je zanimalo preko. No, in ga kličem, sem rekel, kako ste? Ja, prav, slabo sem, komaj hodim. Pa sem rekel, veste kaj, grem v Rezijo, iščem, da je najbolj zahodnega Slovenca, rabim ekspertnega vodiča, prav, super, gremo jutri. In potem smo odšli za 2 dni in dialogi z njim so bili izjemni.